Leto dni po poplavah, zbiljske gasilke na olimpijadi, civilna iniciativa za prijazni drugi tir, divji zahod v Zbiljah, ob dnevu babic in dedkov, 10. hiša na hribu, obletnica streljanja talcev, tabor igre in plesa, nasveti medvoških policistov. Lepo pozdravljeni po mesecu dni brez sveže informativne oddaje, kar pa ne pomeni, da nismo za vas beležili dogodkov. Na srečo nam je bila narava letos bolj naklonjena kot lansko leto. 4. avgusta je namreč minilo leto dni od katastrofalnih neurij in poplav, ki so pretresle velik del Slovenije in seveda tudi občino Medvode. Kljub predhodnim opozorilom in napovedim Arsa nihče ni pričakoval tako razsežnega uničenja, ki ga je za seboj pustila ogromna količina dežja. Center Medvod je bil praktično pod vodo, prav tako pa tudi drugi kraji ob reki Sori in Savi. V Polhograjcih pa je voda trgala pobočja in povzročala plazove. Velika uničenja pa terjajo velike sanacije, te pa veliko denarja in časa. Poglejmo torej, kaj vse se je saniralo v letu dni in kaj se še bo v kratkem. 4. avgust 2023 se je zapisal v spomin tudi našim občanom. Sam center Medvod je bil zaradi katastrofalnih poplav in neurij praktično odrezan od preostalega sveta. Po spletu so zaokrožile slike in posnetke reševanja, ki so ga opravili policisti, prostovoljni gasilci, skratka predstavniki civilne zaščite. Smrtnih žrtev ni bilo, čeprav ni veliko manjkalo, je pa za deročo vodo ostala velika materialna škoda, tako na občinski kot državni infrastrukturi in seveda tudi na domovih občanov. Hudo je, hudo. Ostalo mi ni popolnoma nič. Tako da vse, kar je tamle kar je ostalo, je tamle pod nastreškom za avto. Tudi, nažalost, avto je tudi bil poplavljen, tako da ne vem. Voda se je umaknila, ostal pa je strah, kako vse skupaj sanirati in kaj storiti, da se to ne ponovi. Mogli boste pomagati. In kaj o popoplavni sanaciji leto dni kasneje menijo naključni mimoidoči? Odgovori so bili delno pod vtisi dejstva, da smo anketo posneli v središču mesta. Zelo malo, most je še zdaj zaprt, pa ne vem zakaj. Tle pesek je bil, jaz se spomnim, da ga je veliko več, kot ga je pred poplavom. Veliko je bilo narejenega, veliko se je saniralo, veliko od, ne vem, tukaj še tole je bilo poplavljeno, tamle nogometno igrišče, na raznih delih je bilo treba upraviti razna dela, veliko se je naredilo, seveda pa močno pa pogrešamo tistle most tamle čez Soro, pa verjetno je še ene par mostov, ki so za popraviti in to pa seveda tukajšnji prebivalci vsi pogrešajo. Malo me moti tamle tisti most. Neverjetno dolgo stoji, mislim, da se nič ne dogaja. Tista zapora je bila postavljena in to stoji še danes na pol podrta. No? Med mimoidočimi pa je bila tudi ena od naših sogovornic tik po lanskoletnih poplavah. Predvsem nam manjka upravna enota. To je res nujno potrebno, ampak glede na brzino, ki jo država dela povsod, pa vseh nas, mislim, da bomo morali še kar malo potrpeti. Voda je škodo povzročila na kar 280 objektih, ki ležijo ob večjih vodotokih. Stanovalci enega od njih še vedno čakajo na rušitev in zagotovitev nadomestnega doma, ostali pa so s pomočjo prijateljev in znancev, prostovoljcev in humanitarnih organizacij z lastnimi prihranki, pomočjo zavarovalnic in države večinoma vzpostavili ustrezne razmere za bivanje. Ja, zdaj smo rešili toliko, da živimo normalno noter. Manjka pa še zelo veliko. Kleti, okolica, zunanji del hiše, to še nič ni, ampak počasi bomo prišli. Kljub veliki škodi na svojem domu so svoje življenje za silo vrnili v normalne tirnice. Celo stanovanje smo morali dobesedno do ceglov podreti, vse napeljave na novo narediti. Vse stene na novo narediti, tako da ja, ni bilo prijeten.
pa zelo veliko denarja. Pa od tistega, kar je predsednik vlade obljubljal, rajš ne bi o tem govorila. Obljubljal je gradove, rekla, rodila se pa miš. Moram pa še enkrat pohvaliti za čas poplave vse prostovoljce, vse gasilce, občino, župana, resnično so nam stali ob strani. V spominu ima podobno, čeprav ne tako hudo poplavo iz leta 1990. Po njenem laičnem prepričanju bi lahko tovrstne katastrofe preprečili tudi z urejanjem porečja Save in v dialogu s savskimi elektrarnami. Oni pravočasno zvejo, kaj napovedujejo vremenoslovci. In dalo bi se nivo v jezeru znižati toliko, da bi tisti najhujši val šel mimo. Tega ne počnejo. Jaz mislim, da največja rešitev bi pa bila, da se enkrat začne Zbiljsko jezero sanirati in da se tisti mulj, ki je, ven odpelje in da se poglobi Zbiljsko jezero in mislim, da to bi bila prioritetna rešitev za Medvode. V tem enem letu je bilo tako v medijih kot na družbenih omrežjih zaznati veliko slabe volje in idej, kako bi se marsikje dalo tako veliko škodo preprečiti. Od bolje urejenih vodotokov do spremenjenega delovanja hidroelektrarn, pametnejšega prostorskega načrtovanja. Birokratski mlini torej počasi, za nekatere tudi prepočasi meljejo. Kdo je v očeh javnosti kriv za tako stanje? Jaz pravim, če bi takih poplav pa take povodne ne bi bilo, če bi bile struge, saj vsake tog časa malo pregledane. To je pa po moje od države, od vodne skupnosti po moje. Stvari se premikajo, ampak vsi vemo, da občine so odvisne pač od tistih financ, ki jih imajo na razpolago. Država je veliko obljubljala, zaenkrat še ni veliko realiziranega in mislim, da bi država mogla malo hitrejše ukrepati, kar se tiče financiranja te škode po poplavah. Malo je vsekakor, ne pa pirologija, ne pa tole. Po metodologiji AJDA je bila celotna škoda na območju občine Medvode ocenjena na 31 milijonov evrov. Od tega na javni infrastrukturi in objektih v lasti in upravljanju občine Medvode na skoraj 14 milijonov evrov. Sprožilo pa se je tudi 23 plazov oziroma usadov. Ja, tudi mi smo delali en tak obračun ob letu Sorej, po poplavah, tudi znotraj hiše in ugotovili, da je bilo v resnici ogromno postavk, ki so zavedene pod občino Medvode, pod javno infrastrukturo v AJDI, to je v tej aplikaciji, kamor smo poročali škodo, da je bilo ogromno že narejenega. Je pa res, da je bilo to veliko takih manjših zadev, ki mogoče niti niso tako vidne. Torej, tiste najbolj vidne so seveda tudi najbolj zahtevne, zato ostajajo še naprej. Kaj je bilo torej sanirano v letu dni? Sanirana je bila cesta, urejena avtobusna postaja in brežine pri kopališču Sora. Gre za projekt v višini skoraj 230 tisoč evrov. Brežine so bile še dodatno zavarovane s kamnito zložbo, ki bo ščitila brežine v primeru novih poplav. Skupaj s Slovenskimi železnicami je občina sanirala tudi podvoz pod železniško progo na cesti Medvode-Goričane, uredila odvodnavanje in križišče s stransko cesto za potrebe bodoče obrtne cone Helios-Jarc. Projekt je bil vreden nadaljnjih dobrih 230 tisoč evrov. Že v sami intervenciji, takoj po poplavah, je bila opravljena sanacija 5 usadov v dolini reke Ločnice v vrednosti 340 tisoč evrov in sanacija plazu v Kozomru, ki je ogrozil tudi vodohram in s tem vodooskrbo Topola. Gre za projekt v višini 53 tisoč evrov. Zaključuje se sanacija plazu na cesti na Katarino v vrednosti 270 tisoč evrov. V teku je sanacija usadov in plazov v Setnici v višini dobrih 118 tisoč evrov in še sanacija oziroma izgradnja novih 5 mostov in mostičkov po dolini reke Ločnice, projekt vreden več kot 620 tisoč evrov. Potekajo pa priprave za sanacijo še 2 plazov v tem koncu občine. Kot pravi župan, leto dni po poplavah, kar v Polhograjcih še ni zaključeno, je vsaj že v delu.
Vmes je bilo še ogromno manjših projektov, recimo za nama je Seškova cesta, ki je bila v celoti poasfaltirana in urejena. Spomladi je bilo urejeno nogometno igrišče do te mere, sama površina, da se bo lahko uporabljala na drugi strani Save, torej v Pirničah, v Vikrčah je bil urejen odsek ceste, ki so ga odnesle poplave in tako naprej. Skratka, teh odsekov manjših, tudi mogoče sam sanacija krajših delov cest je bila upravljena brez kakšnega velikega najavljanja, da se to dogaja. Seveda pa verjetno ljudi najbolj zanimajo pa tiste točke, recimo ena od teh je tukaj za nama, ki pa po enem letu še vedno ostajajo odprte. Hitrost poplavne sanacije je odvisna od hitrosti priprave dokumentacije in pridobivanja izvajalcev ter predvsem hitrosti obravnave pri državnih soglasodajalcih. Pri projektih, takole čez palec, pri projektih, ki so bili višji od 200 tisoč evrov, je zagotovo od zadaj najprej projektna dokumentacija, potem, ko je ta projektna dokumentacija narejena, mora to po soglasje na državno tehnično pisarno in skoraj gotovo, ker so bile poplave blizu vode, je zraven tudi vodotok, kar pomeni, da čakamo tudi na soglasje Direkcije za vode. Tukaj mogoče bo kdo začuden, ampak moram res reči, da mi imamo z državno tehnično pisarno same pozitivne izkušnje. Zakaj? Tudi zato, ker se zavedamo, da tam enostavno ne sedi 300 inženirjev, ki nimajo kaj početi in čakajo, da dobijo te naše vloge, in vemo, da so dobili preko 1000 vlog in pa se zavedamo, da tukaj zadeve rabijo svoj čas. Nismo pa do sedaj še nikoli naleteli na to, da bi imeli občutek, da nekdo kakorkoli aktivno, negativno deluje z državnega nivoja zoper nas in računamo, da odkud tudi naprej. Počasi odgovor dobivata tudi dve izmed najbolj pogosto zastavljenih vprašanj, kdaj bo sanirana oziroma postavljena nova brv čez Savo v Vikrčah in kdaj se vrne krajevni urad Upravne enote Ljubljana nazaj v Medvode, kar je posledično vprašanje, kdaj se obnovi občinska stavba. Slednja je, tako kot sosednja stavba, v kateri je svoje prostore imela tudi Gasilska zveza Medvode, še vedno v popolnoma enakem stanju kot tik po poplavah, le da dobro izsušena. Razloga sta v resnici dva. Eden je ta, da nismo želeli najprej začeti svoje hiše delati, da ne bi izgledali, kot da je Bog najprej sam se brado ustvaril. Po drugi strani gre pa tudi za zelo kompleksen projekt, ker se ta sosednja stavba rekonstruira praktično do temeljev, en delček ostane, ostalo se vse rekonstruira in smo rabili nekaj časa, da so šli vsi papiri skozi proceduro, da smo dobili zeleno luč državne tehnične pisarne. Zdaj je pa ravno v tem trenutku je pa zunaj tudi razpis do 6. septembra, tako da jaz računam, da v mesecu oktobru bi pa že morali začeti z deli in nekako do konca leta bi pa že morali se tudi kaj videti tukaj. Posegi se bodo izvajali kot kombinacija nujne rekonstrukcije objektov na obeh naslovih, kar bo obsegalo celostno prenovo obeh pritličij, rekonstrukcijo celotnega sosednjega objekta, kjer naj bi bil po novem tudi krajevni urad, delno potresno sanacijo občinske stavbe ter delno energetsko sanacijo obeh objektov z izgradnjo hodnika med obema. Že dalj časa pa je že izbran izvajalec za izgradnjo nadomestne brvi v Vikrčah, ki naj bi v teh dneh vendarle začel z deli. Lahko bi začeli že veliko prej, če ne bi tukaj imeli kar nekaj težav z državno birokracijo. Namreč še vedno čakamo soglasje Direkcije za vode, da je nova brv dovolj visoko sprojektirana, da ne bo prišlo do novih poplav. Ko dobimo še ta manjkajoči papir, potem izvajalec je izbran že mislim, da 3-4 mesece, tako da gremo potem samo naprej s tem, da se začne izvajati in jaz upam, da do konca leta bi lahko ta brv že stala in verjamem, da bo za ljudi tam v unem koncu to ena taka, za vse nas pravzaprav ena velika pridobitev ponovno povezava z mestno občino Ljubljana. Je pa res, da če je bila brv prej široka 1,10 m, neke prehodne širine, je ta nova 3,5 m, kar pomeni, da dejansko res prinaša eno veliko drugačno dodano vrednost. Pogovor o popoplavni sanaciji je sicer potekal prav pred v anketi večkrat omenjenim Medvoškim mostom, ki je za motorni promet torej zaprt že dobro leto dni. Večji problem se je pojavil potem kasneje, ko so bili pregledani temelji in je bilo ugotovljeno, da je ta srednji pilot, ki podpira sam most znotraj struge, da je močno poškodovan in zdaj z novimi smernicami, kjer se ne dela več teh opornikov znotraj vodotokov, je bilo potrebno pristopiti pri projektiranju novega mosta. Tukaj pa situacija daleč od tega, da bi bila enostavna.
novi most pride napet nekoliko drugače, se pravi z nekoliko drugačno krivino, kar pomeni, da posežemo prav ta prostor, kjer stojiva zdajle. Ta prostor tukaj pa večina Medvoščanov verjetno niti ne ve, je pa centralna točka za prečrpavanje fekalij, se pravi odpadnih voda, ki pridejo, treba bo poseči tudi tukaj noter, treba bo tudi tukaj rekonstruirati določene črpalke in podobno. Hkrati so si plinarji zelo prizadevali za začetek leta, da bi lahko plin ne vodili več na samem mostu, ampak da bi ga nekako podbili pod vodotokom. Nažalost niso uspeli priti z lastniki zemljišč skupaj, tako da se nam zdaj pridružujejo na tem projektu. Sam most je sedaj sprojektiran do te mere, da gre v prihodnjem tednu v mnenja, torej na Državno tehnično pisarno po zaključno soglasje in pa potem še na Direkcijo za vode, tako da tudi tukaj računam, da bo nekako jesenski čas prinesel tudi sam razpis in pa potem zima, pomlad, da bo most tudi narejen. Na Državnem mostu pa so se dela prav z današnjim dnem že začela. Gre za obnovo glavnega vodovodnega omrežja, ki je bil v poplavah poškodovan. Gre pa za to, da se obnavlja glavni vodovod, ki napaja cel Medvode center na samem mostu. Izvajalec je izbran, uvedeno dela, čaka na soglasje za zaporo državne ceste, potem pa ima 60 dni, da zadevo zaključi. Mi se bomo vsi trudili, da to ne bi bilo 60 dni, da bi trajalo manj, ker se zavedamo, da bo pač 1. septembra promet na cesti neprimerno bolj gost, kot je danes. Za izvedbo obnove ograje in travne ruše, ki bo omogočila ponovno izvajanje treningov in tekem na velikem nogometnem igrišču in na ogrevalnem igrišču, je bilo porabljenih dobrih 54 tisoč evrov. Od tega je 22 tisoč evrov namenila Nogometna zveza Slovenije. Dolgoročna rešitev za nogometno igrišče s pripadajočimi objekti pa je še vedno v zraku. Trenutno se še čaka na rezultate cenitve obstoječih objektov strani Državne tehnične pisarne. Namreč predlog občine je bil državi, da nogometno igrišče prestavimo iz te lokacije v nov športni park. Seveda je pa treba razumeti, da bomo to lahko šli delati samo, če bomo imeli dovolj sredstev za to, da vsaj nogomet prestavimo tja. Tako da tukaj res računamo, da nam bo uspelo, nekako je dogovorjeno konec meseca tudi sestanek na MNVP-ju, na ministrstvu, kjer bomo skupaj iskali rešitev, kakšna sofinancerska oziroma financerska pogodba bo za potrebe nogometnega igrišča. Če do tega dogovora ne pridemo, potem bomo prosili, da se izplača ta odškodnina oziroma ta ocena, kot je bila, in bomo zadevo posanirali na obstoječi lokaciji, z zavedanjem seveda, da pač to ni optimalna lokacija. Občina namreč v zameno, da tako rečem, za prestavitev ponuja oziroma predlaga, da se na tem delu vzpostavi nek mesten park, kjer ni nobene škode, če ga pač enkrat na 10 let, 20 let poplavi, če bo do tega prišlo. Torej neko dodatno razlivno površino v Medvodah. Kljub morebitnemu drugačnemu prepričanju je popoplavna sanacija velika obremenitev tudi za občinski proračun. Res je občina Medvode za popoplavno sanacijo konec lanskega leta prejela 40% potrebnih sredstev v obliki predplačil, za preostalih 60% pa se je država odločila za plačilo po sistemu zahtevkov, kar za občino pomeni zalaganje sredstev. Tukaj pa opozarjamo na ta problem, torej na to, kako bojo sklenjene pogodbe, kako hitro bojo sklenjene in predvsem kako hitro bojo vračana sredstva. Skrbi nas namreč ta likvidnostni problem vmesnega časa. Ne pozabimo, občina mora hkrati, ko sanira posledice poplav, izvajati čisto vse svoje ostale funkcije. Pogovor na temo poplavne sanacije je bil posnet točno na obletnico poplav, tako da se je v času do danes nekaj stvari še premaknilo na bolje. Za Boru v Vikrčah je pridobljeno vodno soglasje in izvajalec je pripravljen na delo. Začela pa se je tudi obnova vodovoda na glavnem državnem mostu in kot izgleda trenutno je vodostaj Sore tako nizek, da bodo lahko dela opravljali od spodaj navzgor in polovična zapora ceste na mostu ne bo potrebna. Mladinke iz prostovoljnega gasilskega društva Zbilje so že 8. v tekmovalni zgodovini zastopale barve naše države in občine na gasilski olimpijadi, ki je letos julija potekala v mestu Borgo Valsugana v italijanski pokrajini Trentino.
V konkurenci 19 ekip so zasedle 8. mesto in po najboljših močeh opravile svoj nastop. Mi smo jih pričakali v Zbiljah, kjer so jim domači gasilci in navijači pripravili sprejem, ki ga še dolgo ne bodo pozabile. V kraju Borgo Valsugana v bližini Trenta v Italiji se je 21. julija začela 24. mladinska gasilska olimpijada v okviru mednarodne gasilske organizacije CTIF. Udeležile so se je 4 mladinske tekmovalne enote iz Slovenije. Za najboljša mesta se je potegovalo 58 enot, ki so se pomerile v vaji z ovirami in štafeti na 400 metrov z ovirami. Tam so bile tudi mladinke iz PGD Zbilje, ki so se v prenovljeni zasedbi že 8. udeležile mednarodnega tekmovanja. Ja, bilo je dobro, ampak bilo je pa slabo zaradi tega, ker smo imeli vsakič makarone. Kaj pa je bilo vama najbolj všeč? Da smo imeli, pač smo se ful družili, da smo se povedali, še bolj smo se povezali s starejšimi in da vemo, da smo vsi enaki, ne glede na to, koliko imamo razlike med leti. Meni je bilo pa všeč, ker smo se z drugimi ekipami poštekali, pa da smo se z ekipo še bolj razumeli. Bilo je, jaz bi rekla, da ful lepo, meni je bilo res fajn, sicer lani sem olimpijado v Celju izkusila kot majčkeno mlajša punca, letos sem imela že večjo odgovornost, tako da je bilo malo majčkeno težje pa mogoče iz drugačnega kota, ampak drugače res lepo, pa ni bilo toliko garanja, ampak je bila tudi zabava. Kakšna je bila ta v Italiji? Organizacija, vzdušje, dogajanje? Ja, stališče mentorja je naporna, seveda, ampak načeloma, če pogledamo celotno organizacijo, hrana je bila dobra, kar je najpomembnejše za punce, hrana je bila dobra, makaronov noben od nas ne bo jedel še vsaj en mesec, ampak celotna organizacija mislim, da je bila kar v redu, no. V primerjavi z ostalimi nimamo se kaj za pritoževati, tako da če pogledamo organizacijo v redu, hrana v redu, punce zadovoljne kljukca. Mladinke so v konkurenci 19 ekip osvojile 8. mesto in seveda je s tem prišlo tudi nekaj razočaranja, saj so se zadnje mesece posvetile vsakodnevnim treningom in pripravam na to veliko tekmovanje. Ne dvomim, da ste dale vse od sebe na tekmovanju, pa vendar se je malo zalomilo. Kakšni so občutki, sladko gre? Ja, gasilci so konec koncev tudi šport, tako da za dobre rezultate je pa potrebna tudi sreča. Brez nje pač ne gre in letos pač ni bila na naši strani. Tako je eno, šport. Nimaš kaj. Zelo ste se borile, vse ste dale od sebe. Kako je bilo tisti dan pred tekmo? Je bilo kar malo bolj tako stresno, ampak potem, ko smo bile enkrat na progi, smo vse odmislili in smo šli narediti, kar znamo. Lahko bi bilo boljš, ampak vse to je vse. Mi smo prišli samo, da se zabavati, pa da lež pokažemo, kaj znamo. Mi smo dali svoje, se pravi, mi smo prišli v Trentino in smo dali maksimum, kar pomeni, da mi smo svoje naredili. Nismo razočarani, daleč od tega. Biti 8. na svetu je v bistvu zelo lepo. Sicer ja, če pogledamo prvi trening, pa te stvari so bile ambicije mogoče majčkeno večje, smo zelo zmagali na prvem treningu, ampak tudi 8. mesto je zelo, zelo solidno, ampak na koncu, če pogledamo čez mesec, 2, 3, se bo štel samo, kako je bilo, ne pa katero mesto, se pravi, je to samo številka. In na koncu dneva je to v bistvu rezultat, na katerega smo zelo ponosni. V Trentino je odpotoval tudi avtobus navijačev iz naše občine, podpora iz tribun je bila glasna kot vedno. Ne samo tekmovalke iz naše občine, na tekmovanje je odšel tudi sodnik Anže Šiler, ki je sedaj že dobro uveljavljen v sodniških krogih. Torej za vami še ena olimpijada v Trentinu, veliko ste jih že doživeli, kako bi pokomentirali to, tudi mogoče iz tega strokovnega vidika, kakšna je bila organizacija in izpeljava celotnega tekmovanja? Ja, ta olimpijada je bila manjša, se pravi, da zraven ni bilo članov, je bila samo za mladino. Organizirana je bila zelo dobro, Italijani so se potrudili, tudi celo mesto nas je sprejelo, domačini so bili prijazni, tako da so tudi od vseh udeležencev olimpijade prejemali čestitke in ja, se vračamo iz lepe olimpijade z veliko spominov. Olimpijada ni zgolj tekmovanje, temveč se enote udeležujejo še različnih spremljevalnih dejavnosti, kot so tako imenovane taborske igre, predstavitev domovine in skupne ekskurzije. Ja, bilo je pestro. Na začetku smo prišli seveda z 3 drugimi društvi, se pravi Zgornji Tuhin, Andraž nad Polzelo in pa Drenov Grič. Z Andraškami in z Drenovci smo se že prej poznali, drugače smo pa bili veliko skupaj. Imeli smo veliko prostega časa, organizirani so bili koncerti, stojnice, pa veliko
hrane, ki je bila pa dosti enaka vsak dan, no, tako makaroni pa take fore, vodne igre pa to, tako da bil je prosti čas, ampak je tudi veliko dogajalo. Pestro je bilo tudi dogajanje pred gasilnim domom v Zbiljah, kjer so jim domačini gasilci pripravili sprejem z velikansko torto. Vsekakor so dekleta ustvarila nepozabne spomine in spletla tudi prijateljstva, ki jih bodo zavedno spremljala skozi življenje. Njihov cilj pa je uvrstitev na naslednjo olimpijado, ki bo leta 2026 potekala v Berlinu. Srečanje starejših pod okriljem župnijske Karitas ima v župniji Preska dolgo tradicijo. Sprva na binkoštno nedeljo, sedaj pa na 4. nedeljo v juliju, saj je na ta dan leta 2021 papež Frančišek razglasil za svetovni dan starih staršev in ostarelih. Običajno se zbere med 80 in 90 udeležencev. Mašo pred srečanjem starejših župnije Preska je vodil bolnišnični duhovnik v Ljubljani Anže Cunk in izpostavil, da je rdeča nit tega dni predvsem ta, da se zavedamo in smo hvaležni za dar starejših. Brez njih tudi nas ne bi bilo. Pomembno je, da se zavedamo, da se zahvalimo za njih, za dar njihovega življenja, da so bili odprti, da so posredovali življenje in da sedaj tudi mi na stara leta poskrbimo za njih. Tako kot so oni poskrbeli za otroke, za dojenčke, poskrbimo tudi mi obratno za njih in da spoštujemo življenje od rojstva do naravne smrti. Kajti nihče si ne želi umreti sam. Kljub vsemu se na žalost to velikokrat dogaja, ampak ne bom pozabil, ko mi je rekla ena gospa: Gospod, zemlja je še zaprta, nebo tudi, edino vi ste ob meni. In to se mi zdi temeljno sporočilo, da smo ob ljudeh, da jim izkazujemo svojo ljubezen, skrb in dobroto. Bolniška župnija deluje v 3 bolnišnicah, kjer obiskuje bolnike in daruje svete maše, na UKC-ju, Onkološkem inštitutu in bolnišnici Petra Držaja. Tudi po 10 obiskov pri bolnikih na različnih klinikah opravi vsak dan. Poslanstvo bolniškega duhovnika je, da je na voljo ljudem v bolnišnicah 24 ur na dan. In tako je moj delovnik res pester, tako od najmanjšega otroka do najstarejšega človeka. In poslanstvo duhovnika je, da prinaša Gospoda, da prinaša zakramente, pa ne samo to, ampak da jim je tudi v tolažbo, v oporo, ter da jih spodbuja, kajti bolnišnica je kraj upanja in ne kraj smrti, čeprav se vsak dan srečujemo z njo. Srečanje starejših ima v župniji Preska dolgo tradicijo. Sprva na binkoštno nedeljo, sedaj pa na 4. nedeljo v juliju, saj je ta dan leta 2021 papež razglasil za dan starih staršev in ostarelih. Ta nedelja je blizu praznika Marijinih staršev, Jezusovih starih staršev. Ob tem izda tudi svoje sporočilo, ki je ponavadi medgeneracijsko vezana črtica oziroma stavek iz Svetega pisma in letos je na stare dni me ne zapusti. Papež želi z izbrano temo izpostaviti, da je osamljenost pogosto grenka sopotnica v življenju mnogih ostarelih oseb, ki že sicer pogosto veljajo za breme družbe. Pomeni, da smo po dolgem času strani papeža priznani, da tudi nekaj veljamo v cerkvi. To je predvsem to. Drugo pa kaj s tem? Po drugi strani pa razmišljaš, Mati Božja, si res tako star, da pašeš med starejše. Ja, nismo prvič, res smo večkrat, mogoče ne vedno. Kaj vam pomeni to vrstno srečanje? Ja, predvsem srečanje s sovaščani. Druženje. Ja. Oziroma srečanje s sovaščani, da jih srečamo tukaj, se drugače ni prilike. Srečanja so iz leta v leto lepše obiskana, najprej sveta maša, nato pa kosilo z druženjem, ki ga pripravijo kar v pastoralnem domu. Ja, takoj je bilo malo manj, zdaj nas je po kar 80 do 90. In kdo je starejši, recimo po tej logiki? Ja, starejši po državnih merilih smo starejši že vsi nad 65 let. Potem pa kakor se kdo počuti. Letos so posebno pozornost namenili 2 župljankama. Ja, letos je gospa oziroma Malaškova mama praznovala 100-letnico. Sicer jo danes ne bo, smo se pa malo spomnili na njo.
potem pri kosilu se bo to dogajalo, pa gospa Kocijančičeva ima 90 let. Organizatorica srečanja, župnijska Karitas Preska, ki deluje že od leta 1991, že sicer veliko skrb posveča tudi starejšim. Ja, starejši pridejo tudi po hrano, potem pa ob dnevu Lurške Matere Božje jim pošljemo pač nekaj spodbudnih besed za eno vizitko. Zdajle za dan starejših jim pripravimo kosilo, da pol skupno imamo kosilo. Peljemo jih tudi na Šmarno goro ob dnevu Svete Ane, ki je na Šmarni gori zaobljubljena Sveta Maša. Klara Plešac je bila tudi poklicno povezana s skrbjo za starejše kot oskrbovalka v programu Pomoč družini na domu. Ja, nisem več vpeta v to skrb, ker sem končala z redno dejavnostjo, ampak ja, zdaj še zmeri obiskujem starejše v domu ob petkih, ko imamo Sveto Mašo. Pa tako, kakšnega grem še malo obiskati. Je dobro poskrbljeno pri nas za starejše, zdaj ko mogoče več govorimo o tem? Ja, o tej oskrbi bi se pa dal veliko debatirati. Predpisov, govorenja, vsega je ogromen. Pa iz prakse, ki sem jo imela in ki še zmeraj malo sledim tej zgodbi, so starejši se zmeraj nek tam zadnji na vrsti. Moram pa nekaj povedati, ker to nasplošno, dočim moram povedati, da se pa v naši občini kar lepo skrbimo za starejše v okviru možnosti. Je pa problem največji to, da sosed za soseda ne ve, kaj se dogaja. Marsikaj bi se lahko uredilo, če bi bili ti medsebojni sosedski odnosi bolj urejeni. Je dobro poskrbljeno v naši občini recimo za starejše? Seveda je. Mogoče midva zdajle še ne veva to povedati, ker nisva še rabila kakšnih posebnih ugodnosti ali pa mislim pomoči. Ampak tako kot nama povejo drugi, je zelo dobro poskrbljeno. Veliko ljudi takole poznate še, ko pogledate okrog sebe? Škoda, zmerom manj. Zelo malo. Ja, odhajajo. Mlajših, mislim, naši sovrstniki, seveda, mlajših pa ne poznamo, res ne. Ob odsotnosti predsednika župnijske Karitas Preska Mira Mozetiča je zbranje tokrat nagovoril dr. Jože Duhovnik, ki je bil letos imenovan za častnega občana občine Medvode. Poleg njega sta bila na srečanju še dva častna občana občine Medvode, Janez Šušteršič in Ivanka Šušteršič. Vsi so iz Seničice. Letos je bilo med poletjem za otroke v občini Medvode res dobro poskrbljeno. Ena od takih zabavnih in atraktivnih dejavnosti je bil tudi poletni tabor igre in plesa, ki je v Sori potekal že četrtič. Od 5. do 9. avgusta so lahko otroci od 5 do 14 let pobegnili v folklorni, dramski in fantazijski svet. Mi smo jih obiskali, kot so tudi sami šaljivo zapisali na objavi na družabnih omrežjih, na dan odprtih vrat. Kdo vse jih je poleg naše ekipe še obiskal, pa v naslednjem prispevku. Kot poveže samo ime, poletni tabor igre in plesa. V teh 5 dneh na gozdnem igrišču v Sori tega ni manjkalo. Tabor je potekal že četrtič in tudi letos je bil glavni poudarek ples, nastopanje, ustvarjanje pod okriljem folklorne skupine Kuda Oton Župančič Sora in barvanje miniaturnih figur, igranje družabnih iger in fantazijskih iger vlog, za katere vsako leto poskrbi društvo Amulet D20. Glede na samo lokacijo pa je gozd postal pravi poligon za ustvarjanje iz lesa in za igre, ki so se rodile v domišljiji otrok. Zato, ker se je najprej ples začel, se pravi kot folklorni tabor, smo rekli, da bi naša, ne vem, se pravi starejša pa mlajša otroška folklorna skupina, da bi vmes za 3 dni, da bi malo zvadili, da bi se pripravili na novo sezono. Potem pa smo nekako ugotovili, da dajmo še kaj, dodati zraven, in takrat smo potem z amuletovci združili moči in smo dodali še igre, se pravi družabne igre, pa oni potem še prinesejo take super figurice, da jih pobarvajo, kakšne igre vlog se gremo, tako da iz tega vidika igre, pa igre kot seveda tudi kot ljudski običaji so seveda igre v otroški pač naravi
prisotne vse posod, pa zato, ker imajo tudi otroci prosto igro. Tudi to je en del tega, da so lahko v tem gozdu in lahko počnejo skoraj da, kar želijo. No. Na dan, ko smo se jim pridružili tudi mi, so jih obiskali taborniki društva Rod dveh rek Medvode, kjer so lahko otroci skozi igro in delavnice pridobili tudi kakšno taborniško znanje. Danes gostimo tabornike, danes gostimo tudi Jano Vedber kot mladi up, nas je prišla pogledat, ona je vedno vsako leto bila z nami, letos si čas tega ne dopušča, tako da se je danes oglasila, pa taborniki so pa danes prvič, tako da jih zelo lepo pozdravljamo in upamo, da se nam še kdaj pridružijo. Ja, v bistvu smo bili povabljeni strani Ane Barle in smo se odločili, da pridemo in izvedemo neko aktivnost, da malo pozabavamo otroke. Otroci hodijo po 5 delavnicah. Ena delavnica je, da si pogledajo stopinje, druga delavnica je, da malo sprobajo se v vozlanju, potem še delavnica, kjer pač pojejo taborniške pesmi. Še ena delavnica je, kjer v bistvu spoznajo taborniške rekvizite in se pol pogovarjajo o njih. Igri, ki se igrajo, se reče Kimove igre. Še mladega upam, Nadica Gozelija smo ponudili za to, da je prišel in nam ima delavnico iz orientacije in otroke uči uporabljati kompas. Kaj pa gledaš s kompasom? Pač smer neba. In zdaj znaš mi povedati, kje je na primer sever? Tam ali pa tam. Kako pa to narediš s kompasom? Imaš ga tako na dlani in pol ti kompas pač pove, kje je sever pa jug. Mi bomo celo noč plesali. A si prvič na tem taboru? Ne. Kolikrat si pa bila? Dvakrat, pač lansko let nisem bila, predlansko pa. In zakaj prideš? Mama je rekla, da rabim. Ja, jaz sem prvič. In kje si prišel in zakaj si prišel? Prišel sem to, ker je moja teta našla to na Instagramu in je mami bila tudi za, da pridem. Jaz sem prvič, pa moja sestrica hodi na folkloro, pa je stala 6 let, pa je mami rekla, da se lahko pridružim na taboru. Prvič sem pa mami je videla pa zato, ker da nam ne bi bilo dolg čas doma. Na taboru sva skupaj že 2krat, oba leta. Na taboru sva pa, ker je zabavno, pa v gozdu je lepo senca, veliki igralje, pa kaj se dogaja tudi. Kaj ti je pa najbolj všeč, ples, igre ali pa to, da si s prijatelji? S prijatelji pa tudi na folkloro pač hodamo, ne, in ja. Meni, da smo skupaj gradili hiško. Ja, mene včeraj ni bilo, pa sem danes prvič, ampak danes mi je bilo v bistvu praktično vse všeč. Meni je bilo pa isto, kot Maksu. Da smo tam plezali, pač z mojim bratrancem, pa ne s prijatelji, pa da imamo tam spod zipline. Meni je ful všeč, ker je veliko igral, pa veliko skrivnih potk imamo tudi, pa tudi ni prevroče. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo barvali figurice, ko smo se igrali igrce, pa zdaj, ko so prišli taborniki, mi je tudi ful všeč. Meni pa tukaj rada taborim. Meni pa tukaj bilo do zdaj vse všeč. Tabor torej ni bil omejen samo na mlade folkloriste, saj ga lahko obišče kdorkoli si želi. Tudi jezik ni ovira. Ja, lepo se ujame. Eno punčko imamo iz Škotske, tako da zna zelo malo slovensko, večinoma te vljudnostne fraze, ampak so jo otroci sprejeli med se in tudi mi in razložimo, in oni razložijo, tako da mi se imamo super. Mislim, da tudi ona zelo uživa. Zadnji dan tabora se je ta zaključil z nastopom za starše. Za konec vedno pripravimo plesno točko. Glede na to, da imamo širok razpon otrok, tam od 5 pa do 12, 13, potem imamo 1-2 točki za mlajša generacija, starejša generacija. Pripravimo staršem en mini nastop, da pokažemo, kaj smo se naučili, pa tudi, da spodbujamo nastopanje, da spodbujamo, ne vem, kako se vedejo na odru in tako naprej. Da vse to nekako vključimo, tako skrijemo, lepo zapeljemo, da pridejo tudi z nekimi sposobnostmi, ki so jih malo izpilili ven iz tega tabora. Tabor je tako potekal od ponedeljka do petka, v omejenem številu, tako je bilo na njem okrog 40 otrok. Število otrok so zaradi logistike samega tabora letos morali žal omejiti. Za organizacijo tabora so pridobili sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v višini 750 evrov.
Drugi vikend v avgustu je ob Zbiljsko jezero ponovno prišel pridih Amerike. Zdaj že tradicionalni Wild West Fest on Fire je dogodek, ki mu ni para v občini Medvode, saj poteka 3 dni in ima mednarodno udeležbo z močno podporo ameriške ambasade. Tudi letos so obiskovalci uživali v kulinaričnih specialitetah. Tisti najbolj zagnani so pridobili nova znanja strani ameriškega žarmojstra Phila Winga. Na 2 odrih so ves čas poplesavali ljubitelji plesa v vrsti, tudi ob vrhunski živi glasbi. Kdor si je upal, se je preizkusil na mehanskem biku. Na svoj račun pa so prišli tako ljubitelji pravih konjev, kot tistih jeklenih. Slednji so svoj vtis pustili bodisi z glamuroznim ameriškim izgledom ali pa z res impresivnimi voznimi karakteristikami. Organizatorji so imeli letos resnično srečo pri izbiri datuma izvedbe, saj je bilo celo poletje vreme precej nestanovitno in to jim je v preteklosti že pokvarilo sicer odlično organizirano druženje ljubiteljev vsega tipičnega ameriškega. V bistvu se pripravljamo na ta dogodek že 3 leta, zato ker 2 leti nazaj smo imeli neurje, ki nam je naredilo ogromno škode. Lansko leto vsi vemo, kakšne poplave so doletele Slovenijo pa Medvode, tako da v bistvu letošnji dogodek je plod 3-letnega dela, garanja pa trpljenja. In danes ste si tudi priskrbeli odlično vreme, glede na to, da nas že celo poletje nekako preseneča tole vreme gor dol, tokrat je uspelo. Ja, jaz pravim tako, da je treba v življenju vztrajati, treba si je želeti, upati, pa se ne dati in mi smo to počeli in letos smo dobili nagrado. Tako da se res zahvaljujem vsem, ki so prispevali k tem in imamo res enkratno vreme, mogoče celo že malo prevroče, ampak super, da je tako. Za izvedbo takšnega dogodka je potrebnih ogromno priprav in s tem seveda tudi zelo zanesljiva ekipa. Jaz bom rekel, da nas je kar zelo veliko. Nismo to samo 4 organizatorji, ampak je tukaj cela ekipa medvoških tabornikov, gasilcev in ogromno enih, bom rekel, podjetij, ki sodelujejo iz občine Medvode. Tudi jaz bi rekel, da je ta številka ljudi od 50 do 60, ki res naredimo vse za to, da imamo v Medvodah tak, bom rekel, praznik. Ob Zbiljskem jezeru je ponudba res izjemna, tako da si zagotovo vsak obiskovalec najde kaj zanimivega zase. In če se na hitro sprehodiva malce po tem prizorišču, kaj vse letos obiskovalci lahko vidijo, v čem lahko sodelujejo? Ja, na srečo je to v bistvu že težko hitro povedati, pa se hitro sprehoditi, ker dejansko letos se dogaja ogromno. Imamo kar nekaj novih vsebin, trudimo se vsak let izboljšati, ampak seveda vrtimo se standardno okoli ameriških plesov v vrstah. Letos smo dali tudi plese, country plese za pare, barbecue, konje, ameriška vozila, res en tak širok nazbor, bom rekel, vsebine, da je kar težko opisati zelo na hitro. Kaj je prineslo Gorenjce v Zbilje? Tako kot vsak let, tole dobro vzdušje, western style, ameriški avti, dober barbecue, žur. Vidim, da je tudi oprema povsem primerna danes, so obleke. Ja, klobuk pač v teh toplih dneh dobro sedi, da te sonce ne peče direkt v glavo, tako da to je to. S katerimi aktivnostmi se danes tukaj ukvarjata? To je sicer od kolega Fant, gremo zdaj na električnega bika, drugače pa žene plešejo, mi pa uživamo, tako da... Dobri hrani tudi? Tudi v dobri hrani, seveda, brez dobre hrane ne gre, ne. In kaj ste danes poskusili? Sami smo ga žarili, smo imeli tam en dober svinjski vrat na žaru, tako da dneva pa še ni konc, gremo na kakšen dober burger ali pa na kakšen dober smoker, tako da to je to. Vse 3 dni torej potem tukaj? Od danes, jutri, cel dan, tako da ja. Zagotovo ogromno pogledov pritegnejo ameriški avtomobili, ki ob tej priložnosti izjemoma lahko parkirajo kar na samem prizorišču. In je kaj videti, cela flota 26 Ford Mustangov se je postavila na obalo Zbiljskega jezera, pripeljali pa so jih lastniki iz cele Slovenije. Všeč nam je v bistvu vse, kar ta avto predstavlja, to, da ima zelo dolgo zgodovino, v velikih filmih se je pojavil in pa tole pač V8 motor in ta zvok, ki ima ta avto, se mi zdi, da je
nekaj, kar nas zelo privlači, in pa tudi, da je to v bistvu avto, ki je bil dobesedno namenjen delavskemu razredu, ni to drag avto, kot so Lamborghini in tako dalje, ampak je v bistvu tak športno avto, ki si ga lahko dosta ok privoščiš, in pa ja, cela zgodovina in vse, to nas ful privlači, vsi, ki smo tukaj z Mustangom, no. Glavne odlike, definitivno V8 motor, to je številka 1, moram priznati, da je tudi relativno dobro zlijal, res dobro zlijal te obline, ki jih imajo pa tole. Pa to, v bistvu, te Mustangi imajo tudi, če pogledaš noter, kako so narejeni, so ohranili neke elemente v bistvu starih Mustangov, no. Če pogledaš armaturno ploščo, je v bistvu na isti način valovita, kot je bila v bistvu že leta 64 v avtu. Ima neke take retro dizajne noter v avtu, da v bistvu spominja na tale, rečemo, zgodovina, ki ima Mustang, no. Kako drago pa je vzdrževanje? Vzdrževanje, servisi, moram pa prvič povedati, je cenejši za Mustanga, kot ga imam za Škoda, ki ima doma Škoda. Ja, cestnina je itak, padeš v največji razred, tako da cestnina je 600 evrov na leto. Kar se tiče zavarovanja, je v bistvu, bi rekel, dosti podobno navadnim avtom, odvisno od vrednosti. Gume so malo dražje, pa malo hitrejši tudi znucaš. Ostalo, pa ok, malo več kuri, no. Ne kuri tako eko, sem 5 litrov. Drugače pa ostalo je v bistvu dosti normalno, no, kosi pa vse tole, pa servisi je pa v bistvu, kot da bi imel navaden avto, no. Ljubitelji ameriških avtomobilov so lahko občudovali tudi Chevrolete, pa tudi krasne Cadillake. Nas pripelje v Medvode vsako leto ta lep zbor. Vsako leto pridemo sem. Vidim, da imate en krasen ameriški avto, mi ga lahko opišete? To je Cadillac 59-letnik, sedan DeVille. Delali so ga samo 1 leto. In so ga imeli najbolj znane hollywoodske zvezde, Marilyn Monroe, Elvis Presley, John Wayne in tako naprej. In to je enkraten najlepši Cadillac. Kako je pa našel pot do vas? Ja, z oldtimerji se že obvladam 15 let in sem ga dolg iskal. In na srečo pred 5 leti najdu. Kupil, doma je, pri nas je. Ste ga kupil v Ameriki ali je bil že prepeljan v Evropo? Sever Nemčije, Münster sem ga najdel, ko se je pod nujno prodajal in sem bil te prvi klicatelj in sem ga rezerviral čez 3 dni po njega. Cena je skrivnost? Je skrivnost. Če ne bojo kupci naslednji mislili, da je še ista cena, ki je bil takrat. Kakšna pa je recimo okvirna vrednost takšnega avtomobila danes? Tega 59-letnika, če je lepo zrihtan, je čez 50 000. Otrokom so bili zanimivi tisti pravi konički, nič manj pa tudi mehanski bik, ki je vriskajoče obiskovalce najprej nežno zibal, nato pa z divjim ritmom metal po tleh. Polno zabave je bilo tudi na prizoriščih plesa v vrsti, kjer so se noč in dan z izbranimi koraki v ritmu ameriške glasbe zabavali plesalci. Mi već dugo godina plešemo, pa dolazimo tu već od samog početka. Znamo Davida i njegovi plesači dolaze kod nas u Hrvatsku kad imamo festival, tako da volimo doći ovdje, lijepo na otvorenom, ovdje uz jezero, stvarno je jako lijepo ovdje. Da ste juče i danas i sutra ćete sve 3 dane plesati. Da, tu naši smo smješteni u jednom hotelu, tako da smo svake godine mi tu 3 dana, uživamo i plešemo i to je to. Američki plesi morate biti i tako obučeni? I obučeni, naravno, ako ne, da, znači džins, čevljene, buc, kako vi kažete, šešir i to, ne. Izjemno vzdušje torej, pa tudi izjemna hrana je značilna za Wild West Fest on Fire festival z obveznimi delavnicami pod vodstvom največjih žar mojstrov. Vsako leto pripeljemo pitmastra, to pomeni človeka, ki se spozna na žare, na dimljenje. Letos je to Phil Wingo iz Chicaga. Imamo delavnico, letos je bila razprodana, ravno kar poteka demo, kjer se pripravljajo takosi, tako da v bistvu vsak obiskovalec lahko okusi različne okuse, lahko se pa tudi seveda marsikaj nauči. Delavnic se udeležujejo obiskovalci iz cele Evrope. V letošnjem letu so se organizatorji pohvalili tudi z 2 inštruktorjema iz Argentine. Tekmovanje o peki mesa se je letos odvijalo cel vikend, v prihodnje pa si organizatorji želijo še več kulinaričnih vsebin, seveda vse v znamenju ameriške kulinarike. Vidim, da tukaj piše občina Ravne na Koroškem, oddaleč ste prišli v Zbilje, kako to?
Ja, povabljeni smo bili, že lani smo bili povabljeni, lani so nam žal poplave prekrižali naše načrte. Da smo lahko prišli. Ja, tako. Zdaj leto smo pa hvala Bogu, da smo lahko se udeležili. In kaj danes pripravljate oziroma kaj boste jutri? Ja, jutri tako je pač po KCBS, se pravi kurjo meso, svinjsko meso, se pravi svinjsko natrgano meso, svinjska rebra pa govedino. Se pravi brisket. Smo še malo pasova, če kdo pride, lahko pride kamot pojesti. Točno to. Samo to ni koroška jed? Ne, je pa vojaška, tako nas ta. Je pa balkanska, kaj smo drugi ako Balkanci. Kakšna posebna receptura za tekmovanje, kakšen poseben skriven recept? Ne, če kjer ga kaj zanima, lahko pride do našega štanta, mu vse povemo. Vse povemo, ja, absolutno. Kako najbolje rata to meso, na kakšen način? Ja, veliko pera moraš imeti zraven, pa veliko vole, da lepo sediš zraven, pa to je to. Aha, meso polito s pivom ali... Boh ne daj. Vola pa cajt. Kakšne posebne začimbe? Ne. Niti ne. Osnovne začimbe v bistvu, ja. Ne dajemo ameriški začimb, ne dajemo cukra, ne. Naše, domače začimbe. Tokrat je bil zagotovo največja kulinarična zvezda festivala, ameriški žar mojster iz države Illinois, natančneje iz Chicaga, lastnik podjetja Pork Mafia Phil Wingo. My main business is I make spice blends and sauces for restaurants. We also do a little bit of retail packaging. So in Europe, we do have 3 flavors of our seasonings available, Memphis Mud, Texas Gold, and the Louisiana Bayou. The Louisiana is what we're using on the pulled pork tacos today. And hopefully soon we'll have other flavors here. I have 6 in retail packs in the state, and I'm hoping to have 3 more here soon. And your sauces go good with what? Mostly pork, but any barbecue item. Chicken, beef, you can use any of it on, most of it would be good on any meat. Are they spicy? What kind? So not too spicy. I'm not one for a lot of heat, but it's kind of in the middle of the road. You know, you have to apply your taste to everyone, so everyone doesn't like too much heat. So most of our stuff is in the middle of the road. Ob Zbiljskem jezeru je pripravil tudi nekaj demonstracij priprave jedi za ljubitelje kuhanja. So today we are grilling the pork chops, double cut pork chops. And yesterday we did a whole pig demo. And I think Sunday we're doing another demo on some other pork item. I forget what they said it was, but today was the pork chops and the tacos we're doing. And how good are your students? Oh, they've been great. It's been really, so we had 30 students in the class yesterday, and it really was a good class. A lot of questions and a lot of people asking questions, so I was happy. And who taught you how to cook? You know, I would have to say some from my grandparents, and some I went out and explored what I needed to learn and got it done. So I've been cooking professionally since 2014. Ker organizacija tovrstnega dogodka zahteva tudi veliko finančnega vložka, so organizatorji nadvse veseli, da imajo veliko podpore strani različnih sponzorjev. V največjo podporo nam je bila do zdaj ameriška ambasada, tako da smo veseli, brez njih bi težko preživeli tudi te težke čase, pa seveda lokalna skupnost. No, jaz sem zelo vesel, da nam v bistvu praktično vsi od občine Medvode, zavodov, turističnega društva Zbilje, bom rekel, tabornikov, prostovoljnih gasilskih društev, dejansko težko, ne bi rad koga spustil, ampak težko je našteti vse, ki, bom rekel, v Medvodah pomagajo pri organizaciji festivala in ga podpirajo tudi finančno, seveda. Jaz priča tega, da je dogodek tako izjemno priljubljen in obiskan, ogrožena tudi lokacija, potem bi potrebovali že večjo? Moram reči, da je bilo to včeraj in danes najpogosteje zastavljeno vprašanje, kakor vidite, pa ko boste videli, ko se malo boste sprehodili, dejansko je polno. Mi nimamo praktično centimetra več prostora, ampak naša velika želja je, da ostanemo tukaj. Seveda pa ponudbe so mamljive, ampak želimo si, da festival tam ostane, kjer se je začel.
Eno je zagotovo, organizatorji imajo že datum naslednjega festivala Wild West Fest on Fire, tako da si ga lahko že kar rezervirate. Dogajalo se bo od 8. do 10. avgusta 2025 ob Zbiljskem jezeru. Sedaj pa še k aktualnim temam minulega tedna. V petek 23. avgusta je že 10. zapored za skoraj mesec dni na široko odprla svoje vrata Hiša na hribu. Hiša na hribu je prvenstveno svojevrsten razstavni prostor v Mežnariji, manjšem lesenem skednju in zvoniku ob cerkvi Svete Marjete v vasi Žlebe. Gledano širše pa je Hiša na hribu umetniški projekt, ki sledi želji povezovati sodobno umetniško produkcijo s prostori tradicije in ruralnega ter kulturne in naravne dediščine. To je tudi projekt, ki so ga soustvarjalci v zadnjih letih še nadgradili s skupnostnimi projekti, v katerih svoje mesto v umetniški izvedbi najdejo tudi obiskovalci. Hiša na hribu ima tudi letos še eno razstavno točko na domačiji Prlenart na Belem. Več o sodelujočih umetnikih in njihovih stvaritvah v prihodnji oddaji, tokrat pa predvsem o čudovitem večeru v Polhograjcih ob odprtju razstave. Zvonka Tončka Simšič in Franc Cegnar sta projekt Hiša na hribu sooblikovala leta 2015 željo, da ustvarjalci sodobnih umetniških praks svoje dela predstavijo na lokacijah, kjer to ni običaj. Tudi zato, da bi odpirali nek bolj občutljiv pogled na soljudi in okolje, v katerem živimo. Ustvarjalci projekta so ga tako nadgradili z ustvarjanjem socialne zamisli, v katerem svoje mesto v umetniški izvedbi najdejo tudi obiskovalci. Verjetno je to ta pot, katero smo se učili 10 let in po 10 letih recimo, da tudi otrok se že nekaj nauči. Prvo leto ga noge še ne držijo, potem pa počasi vstane in hodi. S Francom sva vedela, kaj želiva, vendar se okolica vedno ne odziva tako, kot ti načrtuješ, zato sva se sproti tudi učila. In mislim, da so danes prav s to zadnjo postavitvijo rezultati vidni. To, kar se nam je zgodilo po 10 letih, mogoče si niti v sanjah nismo upali zamišljati. Namreč del samega programa postajajo domačini in to zelo aktiven del so med nastopajočimi. Tako da mislim, da mogoče je to zelo preprosto dejstvo za nekoga, ki organizira velike prireditve, tradicionalne, drugega tipa, ampak postavljati sodobno umetnost v tako majhno vaško okolje, v to specifiko, pa dobiti tolikšno podporo ljudi, ki sicer morda jih umetnost sploh ne bi zanimala, ker so začutili ta projekt širše od umetnosti, torej eno jedro, ene lepe povezave, enega žarenja mladega, novega skupnosti. Mojca Senegačnik je k projektu pristopila pred 6 leti kot gostujoča umetnica. Širitvijo projekta je prevzela tudi vlogo sodelavke in po smrti Franca Cegnarja tudi vlogo soorganizatorice, koordinatorke. Poleg kot vsakoletnega doprinosa pri organizaciji, pri celoletnih pripravah, komunikacije z umetniki in ostalimi sodelujoči, pa je letos moj osebni doprinos tudi to, da tukaj nastopam kot umetnica ustvarjalka in to znotraj projekta Ženski obrazi, ki ga pa spet skupaj s kolegico Zvonko pleteva in pripravljava. Najprej smo razmišljali o tem, kaj v bistvu poganja svet naprej. In to je ena taka prava energija, ki je včasih tudi borbana, v glavnem pa seveda zaščitniška, ljubeča, plodovita, srčna, ena sama ljubezen. To je to, kar vse ženske nosimo v sebi. Najprej sta za portretiranje sicer izbrali znane ženske iz javnega življenja. Ampak, če želiva to vsem nam še bolj približati, smo se odločili, da tudi vsaka družina, vsaka vas, vsaka skupnost ima ta srca, torej te ženske. Tako da na letošnji razstavi boste videli popolnoma izenačene portrete tako naših ljubih sovaščank, ki so srce naše vasi, svojih družin, kot tudi nekih znanstvenic in pisateljic, ki pa so srce recimo nekega drugega sveta.
Skozi vseh 10 let so osnovalci projekta Hiše na hribu iskali poti do domačinov. Ena od teh poti so, poleg skupnostnih portov, torej tudi portreti domačink. Zato, ker je tukaj gor Sveta Marjeta in leta 2026 bo 500. obletnica in do takrat si želim narediti čim več portretov, tako živečih žlepčank, kot tudi takih, ki so nas že zapustili. Želim, da bi skupaj ustvarili nek album, neko zgodbo, nekaj, kar bi tudi domačini prispevali. Jaz grem k njim domov, se pogovarjamo, gledamo fotografije in tako naprej. Tako da je vedno to neka zgodba, ni samo portret. Torej, ta portret mora nositi izročilnost, kajti ta portret ne bodo gledali samo domačini. Mora biti sporočilen tudi za tiste, ki teh ljudi ne poznajo. Domačini oziroma ta mladi iz Žleb, kot so si nadeli priložnostno ime, so tudi sooblikovali koncert v cerkvi Svete Marjete ob letošnjem odprtju Hiše na hribu. Da smo jih izzvali z vabilom in so se res z veseljem in s temi sijočimi obrazi pripravili. Se mi zdi, da so prinesli neko novo in svežo energijo. Zvonka Tončka Simčič je tudi članica 6-članske glasbene zasedbe Za srce Mo, ki prepeva izključno rezijske ljudske pesmi in nekatere avtorske skladbe Silvane Paleti. S čutno mistično avtorsko glasbo pa je letošnje odprtje Hiše na hribu dopolnila tudi pevka, avtorica glasbe in tekstov, producentka in oblikovalka zvoka Nina Šardi. Poleg Zvonke Tončke Simčič, ki je 10. obletnico Hiše na hribu pospremila tudi z intimnim pogledom na 10. obletnico projekta, in Mojce Senegačnik, ki je med drugim opozorila tudi na neljubo dejstvo, da je projekt ostal brez večje finančne državne podpore, je zbrane v cerkvi Svete Marjete na odprtju razstave pozdravil tudi župan občine Nejc Smole in obudil spomin na snovalca ideje Franca Cegnarja. Ko je večkrat rekel, Nejc prišel bo čas, ko bomo morali spet ustvarjati skupnosti. 15 let nazaj je to zvenelo vsaj malo noro, če ne precej, ker so bile skupnosti res zelo, zelo žive. Zdaj je minilo 10-15 let in naše skupnosti so popolnoma drugačne. Torej, 10 let poti, 10 let veselja, 10 let prelivanja, smeha, žalosti, joka, vsega. Ampak, če pozabimo dobro in slabo, ostanemo samo to, kar smo tukaj in zdaj. Pa vendarle gremo na 11. ali pač ne? Ja, jaz upam, da bomo vzdržali vsaj do leta 2026, ko bo Sveta Marjeta praznovala 500. obletnico. Dolgoletna partnerica projekta Hiša na hribu je že vrsto let tudi domačija Prlenat, zadnja leta pa sodelujejo tudi z Urbanističnim inštitutom Slovenije v evropskem projektu Smutis ustvarjalnost v majhnih in odmaknjenih krajih. Na matični lokaciji, torej v Mežnariji, pomožnem objektu in zvoniku cerkve Svete Marjete, bo tako do 22. septembra vsak konec tedna ob petkih, sobotah in nedeljah med 14. in 19. uro, poleg že prej omenjenih portretov znanih žensk in domačink, predstavljen tudi projekt Romari prihodnosti z aplikacijo zvočnih poti hrvaške intermedijske umetnice Branke Cvetičanin in umetniškega kolektiva Poligon, projekt Sanje in semena japonske ustvarjalke Akiko Sato, video predstavitev projekta akademske slikarke, vizualne umetnice Mateje Kavčič s naslovom Shramba, ki je sicer na ogled postavljen v kašči domačije Prlenart do konca meseca oktobra, sodelujeta pa še vizualni umetnici Neva Zalokar in ilustratorka in animatorka Eva Margon Štanta. Jutri se zaključi javna razgrnitev predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom, ki
kjer lahko vsi zainteresirani podamo pobude, predloge in pripombe na predlagani dokument. Najmanj 1000 ljudi pa deli mnenje civilne iniciative Okolju prijazni tir, ki predlagani varianti nadgradnje železniške proge nasprotuje, čež da gre za nestrokovno, predrago, nezakonito, za okolje in zdravje ljudi škodljivo varianto. Nadgradnji železniške proge sicer ne nasprotujejo pa predlagani varianti na odseku Vižmarje-Medvode. Predlagani državni prostorski načrt, ki je v fazi umeščanja v prostor in javno razgrnjen še jutri, namreč vključuje izgradnjo dvotirne železniške proge, ki v večini sledi obstoječi trasi zaradi optimizacije za doseganje višjih hitrosti, kar od Slovenije menda pričakuje Evropska unija, pa se nekateri odseki od nje oddaljijo. Tak primer je tudi predlagana rešitev na odseku Vižmarje-Medvode. Dvotirna proga naj bi se namreč na območju Stanežič odcepila od obstoječe trase in se usmerila proti Medanskemu hribu, zato bo obstoječe postajališče v Mednu ukinjeno. Novo v Stanežičah pa bo ob obstoječem parkirišču Parkiraj in se zapelji, kjer bo nova 4-pasovna cesta speljana v pokriti vkop. Nova trasa železnice pa se bo vkopala v Medanski hrib in na plano prišla na medvoški strani v neposrednji bližini tako imenovanega Tometovega mostu na Seničici. Predor Medno naj bi meril 875 metrov. Spomnimo, dobro leto je od takrat, ko je bila širša javnost, tudi medvoška, sploh prvič seznanjena z načrtom nadgradnje gorenjske železnice na predstavitvi v Kulturnem domu Medvode, ki jo je takrat skoraj da morala izsiliti občina Medvode. Udeležba je bila velika, predvsem strani Medvoščanov. Letos, sredi junija, ko pa je potekala že predstavitev osnutka državnega prostorskega načrta nadgradnje železniške proge med Ljubljano in Kranjem oziroma Naklom, pa je dvorana pokala po šivih. Občanom Medvod so se namreč pridružili še občani mestne občine Ljubljana, predvsem krajev Dvor, Stanežiče in Medno. Slednji so se sploh prvič uradno seznanili z državnimi načrti in bili tudi najbolj kritični. Zato so se v času javne razgrnitve organizirali v civilno iniciativo Okolju prijazen tir in napisali peticijo oziroma svoje pripombe in predloge, pod katere se je podpisalo več kot 1000 krajanov teh 3 naselij. Moram reči, da naša civilna iniciativa Okolju prijazen tir ne nasprotuje razvoju, ne nasprotuje nadgradnji železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo, vendar pa meni, da je ta trasa, ki je bila izbrana, izjemno neustrezna, izjemno okoljsko, zdravstveno in pa tudi kmetijsko škodljiva in pa ne nazadnje tudi zelo ekonomsko potratna. Namreč za to traso VM2, kot se reče, bi država dala 49 milijonov evrov več. In teh 49 milijonov evrov več bi dala v bistvu zato, da bi za 54 sekund, ponavljam 54 sekund, skrajšala potovalni čas hitrih mednarodnih vlakov, ki se sploh ne ustavljajo na lokalnih postajah oziroma ki jih lokalno prebivalstvo sploh ne more uporabiti. Civilni iniciativi Okolju prijazen tir se na tem odseku Vižmarje-Medvode sicer zavzemajo za tako imenovano rešitev VM1, ki predvideva izgradnjo drugega tira po obstoječi trasi. Bolj podrobno bomo pripombe civilne iniciative za okolju prijazni tir, ki jih je ta tudi podrobno argumentirala v izjavi za javnost, predstavili v prihodnji oddaji. Prav tako bomo v prihodnji oddaji podrobneje predstavili zadržke, ki jih imajo občani na tej strani občinske meje, torej v naši občini. Ti so izbrani varianti nadgradnje železniške proge sicer bolj naklonjeni, se je pa občinska uprava z županom Nejcem Smoletom v času javne razgrnitve odločila, da tiste, ki jih bo nova trasa najbolj prizadela, povabi na sestanek. Zadnji pogovor v nizu je bil včeraj. Od predora Medno se bo nova trasa dvotirne železnice prek viadukta čez potok Mavelščica spustila na tako imenovano Preško polje, se nadaljevala po obstoječi trasi skozi Medvode, prečkala Soro preko Novega mostu, saj je obstoječi zaščiten in potem, namesto da bi pot nadaljevala skozi krajevno skupnost Senica do Rateč, kjer se je tudi organizirala civilna iniciativa, bo obstoječo traso zapustila in se v pokritem vkopu pod Sniškim poljem v dolžini več kot kilometer na pol
površje vrnila šele v neposrednji bližini Polenčeve kmetije in se prek nadvoza spustila do nove postaje Reteče na povsem novi lokaciji izven naselja. Na tem odseku naj bi padli tudi 2 hiši v Medvodah in na ladji. Občinska uprava z županom Necem Smoletom se je v času javne razgrnitve odločila, da tiste, ki jih bo nova trasa najbolj prizadela, povabi na sestanek. Kar je meni najbolj dragoceno in kar je bila tudi največja naša želja, je, da so pripombe, ki so jih dali občani, predvsem te, s katerimi smo se dobili, in pa občine čim bolj usklajeni. In res moram reči, da že dolgo nisem bil toliko ponosen, toliko vesel, toliko čutil ene take pozitivne energije kot na teh sestankih. Izhajali smo namreč iz izhodišča, da DPN ni občinska ideja, da ni zastonj imenovan državni prostorski načrt, da pa je občina tukaj predvsem zaradi občanov in da znotraj možnega, torej mi se na teh sestankih nismo opredeljevali, a sploh smo za to, da gre po tej trasi, ali se da neko alternativno traso. To je vse nekako presegalo temo teh naših sestankov. Mi smo se fokusirali predvsem na gradivo, ki je zdaj pred nami in na katerega lahko do konca avgusta podamo mnenje. In to, kar so praktično vsi, ki so na teh sestankih bili povedali, pripombe, ki so jih dale, niti ena ni taka, za katero jaz kot župan ne bi mogel stati in pričakovati, da jo država tudi upošteva pri nadaljnjem projektiranju. Kot rečeno, pa podrobneje o pripombah in predlogih tako civilne iniciative Okolju prijazen tir kot tudi občine Medvode in posredno najbolj prizadetih ob nadgradnji železniške proge v prihodnji oddaji. V prihodnji oddaji tudi kakšna beseda več o uspehih naših športnikov čez poletje. Kolesar Andrej Žavbi je na primer že 8. zapored postal svetovni prvak v svoji starostni kategoriji na vintage kolesarski opremi. Sledi pa mesečna črna kronika. Tokratna črna kronika je daljša, saj zajema poročila, ki so nam jih medvoški policisti posredovali vse od 25. julija pa do danes. Začenjamo s prometnimi nesrečami. V Smledniku je voznik osebnega vozila odvzel prednost kolesarju, ki se je pri tem rahlo poškodoval, vendar je zdravniško pomoč odklonil. Nekdo je podrl zapornico na železniškem prehodu v Preski. Policisti pa poročajo tudi, da je nekdo v Medvodah povozil pešca, ki je pravilno prečkal vozišče. Povzročitelj je pobegnil z mesta nezgode in ga še iščejo. V Hrašah je voznik kolesa iz neznanega razloga padel po tleh in se poškodoval. Občanka je v Zgornjih Pirničah naletela na divjad in naredila samo prijavo. Policisti so po pregledu okoliščin izdali obvestilo o odstopu od ogleda. Odstopili so tudi od ogleda manjše prometne nesreče na Gorenjski cesti, so pa globo izdali motoristu, ki ni upošteval omejitve in zapore ceste v Medvodah in je posledično padel po vozišču. Zaradi poškodb ga je reševalno vozilo odpeljalo v nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Nadaljujemo s kaznivimi dejanji. Občanu iz Sore so iz odklenjenega vozila odtujili denarnico in vso vsebino v njej. Enako se je zgodilo tudi občanu iz Vaš ter še enemu občanu iz Rakovnika. Opozarjamo, da ne puščajte denarnic v vozilu, pozitivna plat odklenjenih vozil pa je kvečjemu, da ni bilo dodatne škode zaradi vloma. V vozilo pa so vlomili občanu, ki je avto parkiral na parkirišču pod Starim gradom. Pomoč policistov pa je poiskal tudi občan, ki po plačilu prek spleta ni prejel kupljenega izdelka. Vlomilci so pokvarili obisk državljanu Nemčije, saj so mu vlomili v vozilo parkirano v Vikrčah. Občanka iz Verja pa je policiste obvestila, da so vlomilci vdrli v sosedno hišo. Tatvino iz hiše so izvršili vlomilci tudi v Preski in to medtem, ko so stanovalci spali, pa tudi v Žlebah je nekdo iz stanovanja ukradel nakit občanki. Vlomilci v avtomobile iščejo priložnost tudi na mestih, kjer je več turistov. Tokrat so vlom izvršili v avtomobil, parkiran na Katarini ob poti proti Grmadi. Pazljivo tudi pri parkiranju manjših vozil. Občanki iz Valburge so medtem, ko je nakupovala v trgovini, odpeljali električni skiro.
Tudi ena vesela novica se je prikradla v črno kroniko. Na bankomatu je bil najden denar in s strani najditelja prinesen na policijo. Policisti so bili poklicani tudi na prizorišče nesreče na Spodnji Senici, kjer je prišlo do poškodbe pri popravilu kombajna. Občan iz Goričan je s sabo nosil posušeno zeleno snov, močno podobno konoplji. Policisti so jo seveda poslali na analizo. Pa še nekaj gotovine je bilo najdene v reži bankomata, najditeljica pa jo je prinesla na policijo, ki išče lastnika. So pa uspešno našli lastnika denarnice, ki so jo policisti našli med rutinsko kontrolo terena. Vesel najdbe in poštene občanke, ki si je vzela čas, da ga je prinesla na policijsko postajo, je bil tudi lastnik nahrbtnika, pa najbrž tudi lastnica bančne kartice, ki je na paketomatu prevzela paket in očitno od samega veselja nad novo pridobitvijo kartico pozabila v režiji paketomata. Ne gre brez sporov, v Rakovniku so se sprli sosedje in policisti zbirajo obvestila, različic kdo je kriv, je namreč veliko. Voznica, ki so jo ustavili v Medvodah, je bila pijana in so ji odvzeli vozniško dovoljenje. Uspešna je bila tudi iskalna akcija pogrešane osebe v Medvodah, ki so jo morali zaradi zdravstvenih težav nato prepeljati v nadaljnjo oskrbo. Kaj točno je hodilo po glavi neodgovornemu vozniku, ki je v Medvodah prekoračil hitrost za kar 61 km/h, pa bo imel čas razmišljati med vožnjo z avtobusom, saj bo ostal brez vozniškega dovoljenja. Policijska asistenca je bila potrebna pri vstopu v stanovanje, kjer je zaradi zdravstvenih težav obnemogla občanka. Še eno denarnico, ki jo je našel pošteni občan, so policisti uspešno vrnili lastniku. Rekorder meseca avgusta pri prekoračitvi hitrosti v Spodnjih Pidničah je namesto 50 vozil kar 132 km/h, pa bo globoko segel v žep in nekaj časa uporabljal javni potniški promet. V ponedeljek se torej vračajo učenci na naše ceste oziroma pločnike. Letos bo prvič v šolske klopi sedlo za 10 oddelkov učencev, 179 mladih občanov. Na prvi šolski dan jih bosta obiskala bodisi župan Nejc Smole, bodisi podžupan Leon Marjasec. Na dveh koncih si namreč težko hkrati. Preden pa se od vas za danes dokončno poslovimo, še posebno opozorilo medvoških policistov. Kratki napotki za varno pot v šolo in domov, pa še kam. Nasvidenje do prihodnjega četrtka. Zopet je pred nami 1. september, prvi šolski dan. Na ulice se zopet vračajo naši najmlajši otroci, ki so še posebej ranljivi v cestnem prometu. Zato vse udeležence v cestnem prometu prosimo, da se na cesti v teh prvih šolskih dneh še posebej varno in preudarno vozite. Na križiščih s semaforjem vedno prečkamo pri zeleni luči. Prečkanje pri rdeči luči je izredno nevarno za vse udeležence v cestnem prometu, predvsem pa za najranljivejše otroke in pešce. Ali je pot prosta? Pred prečkanjem prehoda za pešce se vedno prepričajte, da je pot prosta, da ni nikogar na cesti oziroma da so vam vozniki vsi ustavili. Poglejte levo, desno ter še enkrat levo in če je pot prosta oziroma če so vam vozniki ustavili, lahko prečkate cesto. Za dodatno varnost pa lahko pred prečkanjem dvignete roko. V cestnem prometu vedno uporabljamo pločnike, cesta pa prečkamo na prehodih za pešce, nadvozih in drugih primernih površinah, ki so namenjene za prečkanje ceste. Kjer ni pločnika, vedno hodite po levi strani ceste in pozorno spremljajte voznike pred vami. V cestnem prometu se obnašajte predvidljivo. Nenadno stopanje na cesto je lahko za vas izredno nevarno. Na pločniku in cesti se ne igramo. V slabi svetlobi, predvsem pa po noči, na sebi vedno nosite kresničko ali druga svetlobna sredstva, zaradi katerih boste na cesti bolje vidni. V prometu bodite še posebej previdni.